Pri svojem delu že leta skrbite za ustno zdravje otrok in pri tem ste videli marsikaj. Kakšna je tovrstna slika pri nas? Kaj svetujete staršem, kaj polagate na srce otrokom, da bo njihovo ustno zdravje res takšno, kot mora biti, saj se bodo s tem izognili številnim težavam? Tale naš covid nam je prinesel marsikakšno spremembo in zaradi spremenjenega protokola dela je v obravnavi v ambulantah manj otrok. In tudi naše tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki je uspešno potekalo med osnovnošolci že 37 let, je po nasvetu NIJZ trenutno v karanteni. In zato res polagam na srce, da je potrebno vključiti starše v skrb za ustno zdravje otrok. Kot šolska zobozdravnica nekako predstavljam naša priporočila in stališča. In sicer, zobe je treba redno, pravilno in temeljito ščetkati. Pri tem je treba poudariti, da je pomembno ščetko menjati nekje na 2 do 3 mesece. Potrebno je uporabljati pravilno koncentracijo fluoridov. Pri ustnem zdravju je pa pomembna tudi uporaba zobne nitke. Ker so mlajši otroci motorično manj spretni, jim priporočamo, da jim pri negi zob pomagajo starši, dokler le-ti ne osvojijo pravilne tehnike čiščenja zob. Dotaknila bi se še konzumacije sladkorja in sladkih pijač, kjer se mi zdi, da je zelo velik problem. Predvsem so nevarni enostavni sladkorji, ki jih najdemo v sladkarijah, torej v bombonih, v čokoladah. Še bolj nevarni so pa sladke pijače, zato ker se ljudje premalo zavedamo tega, da je v bistvu v vsaki pijači dodan sladkor. Zato mi priporočamo, da je za žejo najbolj pomembno piti vodo iz pipe, ki je vedno sveža, je zdrava in tudi cenejša od vode v plastenkah. Poudarek je tudi na tem, da otroci hodijo na preventivne kontrolne preglede v ambulanto, da ne vstopajo v ambulanto samo takrat, kadar imajo kako težavo, ko jih boli zobek. To je zame zelo pomembno. In nenazadnje, v ambulanti se srečujem z kar pogostimi poškodbami zob, ki nastanejo zaradi skakanja, norenja, nenadzorovanega skakanja. Zato polagam na srce, da je pomembno, da se športa lotimo odgovorno, z neko mero previdnosti in da se uporablja pri športu ščitnike. Res si želim, da bi naši otroci usvojili ta priporočila, ki jim jih že leta dolgo vcepljamo. Ustno zdravje slovenskih otrok je bilo sicer dolga leta tudi na mednarodni ravni izjemno dobro, pravzaprav zgledno. Kako je s tem danes? Ja, moram reči, da je za osnovnošolske otroke zelo dobro poskrbljeno. Se mi zdi, da je dovolj ambulant za osnovnošolske otroke. Določeno število ambulant celo obratuje na osnovnih šolah, kar se mi zdi sploh plus. In pri teh otrocih ne vidim nikakršnih problemov, ker so dobro preskrbljeni. Težava postane, ko otroci zapustijo osnovno šolo in gredo v srednjo šolo. Še hujše težave so pa potem pri študentih, ki velikokrat zamenjajo svoje okolje in težko najdejo osebnega zobozdravnika. In mislim, da je treba velik poudarek dati tudi na to generacijo malce starejših, ki so zapostavljeni.